prišli, da ste molili, sodelovali, hvala za lepo gladko. Jaz sem tukaj župnik že 15 leto, Jože Milčinovič iz Jesenic me je prinesel sem in sem dušni pastir v tej naši nebeško lepi Kočevski reki. Glede, ta cerkev, v kateri se danes nahajamo, je dar države Slovenije, Kočevski reki in Kočevski za vse tisto, kar se je dogajalo, za vse tisto, kar je čas v tistih divih časih odnesel tukaj na Kočevskem. Naj povem, da je Kočevska v tistih časih po vojni izgubila 95. Cerkev na tem mestu, ki je bila velik baročni spomenik, je bila minirana 25. januarja leta 1954. Zadnja cerkev je v tisti neumnosti pogorela 28. julija leta 1956. Glede, to so časi in ko se je rojevala nova država, je Lojze Peterle, ki ga vsi poznamo, obljubil pa gospod Štefanič, ki je bil načelnik upravne enote v Kočevju, če zmaga demos na molitvah, da bo država za moralni dolg tega, kar je zlo, na Kočevski reki zgradila cerkev in župnišče. In ta dar države je ta naša cerkev, ki ima zelo veliko in bogato zgodovino od Kočevarjev, od časa po druge svetovne vojni. Tiste groznih časov, ko je Kočevski rok in ta naša Kočevska postala morišče in grobišče, do tega, da je tukaj zadišalo po slovenski vojski, do mož, ki so zastavili svoje ime in glave in življenja, od Krkoviča in ne vem koga, ki so tukaj doma, kakorkoli je bila ta cerkev posebno mesto. Glede, ne boš naš čas preganja, da bi vas daleč pelo zgodovina, ampak morda čisto na kratko o tem našem svetišču. Arhitekt te naše cerkve je naš domačin, gospod Janez Gomboc, njegovi starši so počet političkega dela v Kočevju Rudni in so tukaj ostali. Razpisan je bil javni natečaj za to našo cerkev in je uspel ta projekt, ki je danes naša cerkev. Kaj je posebnost tega našega svetišča? Prvič je to, da cerkev stoji na lokaciji prejšnjih crkva. Leta 1330 so prišli sem Kočevarji. 1380 je na Kočevski reki že župnija. 1407 imamo že napisanega prvega župnika na Kočevski reki. Se pravi, cerkev se je vrnila na lokacijo prejšnjih crkva. Ob klopeh levo in desno, tam po tleh, imate poseben tak marmor, temen in rjav, ki so to temelji prejšnjih crkva. To je eno. Drugo, glede naše nove cerkve, sodobne, kakorkoli rečemo, mi nimamo odprije enega lepega baročnega oddaja, kot na Tuski gori ali kje drugje, ki bi nas vabil v sebi, nimamo kakšne gotske arhitekture ali ne vem kaj, in zato je naš arhitekt, ki je tudi umestnik, v ta prostor dal veliko takih lepih zgodb, ki drugače govorijo in nagovarjajo. Prva posebnost je gotovo tale naš Cipr, mi nimamo vergov, pa lukov, pa fresk, pa lutrov, kot imajo mnoge naše slovenske cerkve, ampak imamo tukaj gor naše gozdove. Mi živimo med gozdovi, z gozdovi in iz gozdov. Pravijo, da ima Kočevska 5000 km urejenih gozdnih cest, pa bi je to kar verjel. Drugi del, druga lepa pripoved cerkvi so ta okna na levi desni, tukaj v Ladi, ne toliko zaradi te lepe poslikave, ki ima tudi svoj pomen in pripoved, ampak zaradi oblike. To sta dve polovici hlebca kruha. Daj nam danes na vsakdanji kruh, molimo vsak dan, pa Jezus ni mislil največ polno zrnatega, pa ne vem, kaj malo popečenega, pa Janez pa ta kruh, kakorkoli, ampak tisto, kar je kruh. Se veste, o kruhu ste vi in so vaši otroci in so vaši vnuki in so naše žuli in je naša družinska miza in je družina in je naše načrtovanje in je naše kreganje, vse je pa tisti naši družinski mizi. Glejte, in ko jaz pridem v cerkev
In tukaj le noter prinesem svoj kruh, svoje otroke in donesem k nebeškemu kruhu, da bi bil moj kruh, ki ga živim vsak dan, posvečen in blagoslovljen. Potem vem, zakaj se paštaš. Naslednja zgodba, ki jo je dal arhitekt v cerkev, je tole okno odpredaj, ki je izredno lepo, ima po sebi tudi veliko pripoved. V ozadju je oblika kelika, ki ga ima duhovnik na oltarju. Prva sveta maša je bila na veliki četrtek pri zadnji večerji. Čez veliki četrtek je velik bel križ, veliki petek, dan Jezusove smrti, ponižanja, križevega hroba in celo pogreba. In na koncu je stari veličar v velikonočnem jutru. Tisto središče, iz katerega vse raste, na katerem vse gradimo, kjer dobi vse svojo trdnost, je velikonočna skrivnost. Janez je tej naši cerkvi dal tudi izredno lep tuln tunaj ali zvonik po slovensko iz dveh razlogov. Prvič, ker paše k arhitekturi in drugič, ker je hotel še nekaj povedati. Glejte, Jezus nam zagotavlja, nebo in zemlja bosta prešla, moje besede ostane veliko. Časi, zgodovina in sistemi in režimi karkoli gradijo in podirajo, če smo neumni. Glejte, na Kočevski reki je bilo vse podrto, kar je tižalo po Bogu, po cerkvi, po duši, po večnosti, vse šlo. 7 crkva, 600 kopališč, vse kapele, Kočevska je zgodila, 400 križov in kapel. Zopet se je visoko nad Kočevsko reko dvignil križ, ki naslavi Bogu in križ. Glejte, tako je arhitekt tej školki dal neko dušo, neko pripoved. Notranjo opremo, to, kar je posebnost naše cerkve, je pa delo našega pokojnega domačina Staneta Jarma, ki je bil rojen v Osilnici, tukaj v Sosednji dolini, ob Čabranki dol, in je bil naše gore list in so mu naročili, naj naredi opremo za to cerkev. In v tej hrastovi zgodbi, ki je nekako posebna na Slovenskem, ker je v celoti, imamo 3 stvari. Prvič, izredno velik talent. Vse to je delano z motorno žago, vejte, pa kljub temu, da je tako grobo, tako trdo, tako nekako ima v sebi toliko duše in toliko pripovedi, vsak obraz, vsake roke, vse ima svojo govorico. Drugič, v tej hrastovi zgodbi je Janova vera. Če je ne bi imel gotovo, tega ne bi mogel povedati. In tretjič, v tej zgodbi je tudi ta trdni čas Kočevske, ki je tako zaznamoval danes prostor. Ta grobi hrast, ki še vedno poka, ki še vedno nekako, ampak nosi v sebi neko pripoved. In kaj je hotel Janez povedati v tistem strmlju in razpadni zavetnik, Janez Krstnik, krst v reki Jordan, ki je tisti trenutek, ko Jezus zapušča privatno življenje in gre v znanje, Sveti Duh, Janez Krstnik in Jezus v reki Jordan. Za tega velikega Jezusa je Jaran pripovedal, ko so ga leta 99 prinesli. Kristus se vrača tja, odkode je bil pregnan. Gotovo je najlepša pripoved te naše cerkve, tudi rade za tem naši flaku, ki ga pripravljamo za jašnice, od zadnji je še enkrat veliki petek in na oltarni plošči je izredno lep in globok zapis. Sodi naj bo, mi nimamo tega, usmili se vse Gospod. In ta Janova zgodba se potem nadaljuje v tem izredno lepem križevem potu, ki se zaključi za eno drobno zgodbo. Tam na našem krajnih vratih je Jaran namesto ročajev naredil ribe, ki so prva izpoved vere. Ko se kristjani niso smeli javno deklarirati, da so kristjani, so si narisali ribo. Zakaj ribo? Zato, ker se po grško reče is. In vsaka črka te besede je del veroizpovedi. Isus, Hristos, Theos, Iusuter, Jezus Kristus,
Božji vsi odrešeni. Glejte, ko je z vero stopam v ta prostor, potem to ni galerija, potem to ni dvorana za koncerte, potem to ni dvorana občni zbor gasilskega društva, ampak je svetišče, ker se začujemo med seboj in Bogom. Glejte, ko je nekako to svetišče nosi v sebi to pripoved, odzel velimijo v naši cerkvi tudi nekaj baročnih biserov, ki so berešeni iz naše cerkve, narejeni leta 1768 in so bili v tej cerkvi in so nekako vmes med nami in tistimi, ki so bili pred nami tukaj, ki so za to zbirali denar in potem jim je to veliko povedalo. Zadnja pripovedja te naše cerkve so gotovo barvna okna, ki so tudi del te naše zgodovine, slovenske ovene, pa tudi spomin na prvega župnika, ki je bil po vojni po naši slovenski vojni, ki se je odprla in tega župnika Pater France Šetar, morda ga kdo pozna, in on je v tej koloniji maja 1940, ko so držali čez Ljubelj, na Koroško, Češko, šli bodo Angleži, pa bodo vse poštimali, pa bomo šli nazaj na tej koloniji, je bil fantič Franče, ki je bil potem vrnjen za ostalimi in je ostal živ, drugi so šli na to okno, poznamo zgodbo Čevskega roga, Konfina, Jevertola, Mozla, Hudih jam in Barbarenega roga in tako naprej. Tretji del zgodba Pater Vito je tukaj, ki zelo dobro pozna Tujsko goro in Mariji Plašč, ampak na Tujski gori so dobrotniki, tisti, ki so vodili takratno duhovno in svetlo življenje, tukaj pod Mariji Plašč od naše Bogu, so pa učenci naše revolucije, poznamo njihove obraze, poznamo njihove življenjske zgodbe, morda tudi koga prepoznate tale, ki kriči, je Lojze Groze, podale se dve učiteljici, Marica Ratne, z Bele krajine, Škrabčeva z Ribence, ljubljanski župan Lambert, in še drugi, in čisto na koncu je čas po vojni, ko je našo škofijo vodil škof Volk, ki je bil zažgan, za njim je profesija starih ljudov in otrok, tukaj in mladih, ki so šli na to okno. In med enim in drugim je zopet tam napis na obrani prosti, usmili se vse Gospod. Glede, tako ima nekako naša cerkev do pripoved, preteklosti, sedanjosti in nas uči, da bi živeli tako, da bi tudi odločnost. Glede, čisto na kratko, da vam ne bom kakšnega programa, če pa mi tukaj želi, pa lahko se vprašati. Tako, poklone, hvala lepa, hvala lepa. Dragi prijatelji, se morate resnično zahvaliti gospodu Vladimiru Vitu Bukiču, gospodu Jožetu Milšinoviču, ko je zares vedno nam na razpolago in neskočni dve informacij in bogatih izkušnji, kar se tiče vsega na Kočevski veliko naj ne bo to zadnje priložnosti tukaj, se bomo še zneseli. Hvala.